Spoštovani prijatelji, v praznično preobleko odete orkestralne glasbe. V imenu vseh nastopajočih in vseh ostalih sodelujočih vam z najlepšimi pozdravi namenjam uvodne misli božično-novoletnega koncerta godbe Sevnica. Dobrodošli. Koncert poteka v prilagojenem, lahko bi rekli, v varnem obsegu, posnetek pa bo skrbno pripravljen, utrajen in večen spomin in prav na božični dan na ogled vsem. No, sevniški godbeniki so v vsem tem času, kar jih niste slišali igrati takole v živo, tako napredovali, da jim gre odlično tudi kar brez dirigenta. Še en močan aplavz, prosim. Seveda ne bo ostalo pri tem, no še prej pa uvodne pozdrave namenjam županu občine Sevnica in državnemu svetniku, gospodu Srečku Ocvirku, poslancu v državnem zboru, gospodu Tomažu Liscu, predsedniku godbe Sevnica, gospodu Toniju Grilcu, podpredsedniku, gospodu Janezu Šerjaku, častnemu članu godbe Sevnica, gospodu Andreju Štriclju, pa predstavnikoma močnih podpornikov delovanja godbe Sevnica, generalnemu direktorju družbe Gen Energija, gospodu Martinu Novšaku in direktorju podjetja Tanin Sevnica, gospodu Ivanu Mirtu. Pozdrav vsem cenjenim predstavnikom sponzorjev, donatorjev, z nami je tudi župan sosednje občine Radeče, gospod Tomaž Režun, pa seveda dobrodošli starši, družinski člani, prijatelji godbenikov, vsi cenjeni gostje. No, čas zadnjega obdobja je prepleten z mnogo prilagajanja in v želji po čim prejšnji vrnitvi tistih dobrih starih časov tudi z mnogo družbene in osebne odgovornosti, solidarnosti pa vsakodnevnega iskanja kar najbolj primernih odgovorov. Zaradi omejitev so bila v zadnjem obdobju tako godba kot ostala kulturna društva primorana prilagoditi svoje delovanje in bila prepuščena nejasni sliki, kako bo ustvarjanje potekalo v prihodnje. A ni življenja brez izzivov in tudi ni uspeha brez trdega dela. Ob upoštevanju vseh načel varovanja zdravja so sevniški godbeniki našli način, kako ohraniti tradicijo tega glasbenega božično-novoletnega voščila in ga pokloniti najbolj zvesti publiki. Vložili so resnično veliko truda in iskrenega veselja do glasbe, pilili svoj repertoar, se udeleževali vaj kljub strogim ukrepom. Pri vsem tem pa je prav vsak žrtvoval del sebe za uglašenost celote. No, glede na razmere je vodstvo kulturnega društva godbe Sevnica sedežni red seveda zastavilo tako, da strogo sledi navodilom za varno izpeljavo dogodkov. Ker pa člani istega gospodinjstva lahko sedite bliže skupaj, si lahko stole v tem primeru tudi pomaknete bliže, tudi na tribuni je to mogoče, se lahko usedete skupaj. No, z uvodno skladbo Rocking Marš so godbenice in godbeniki že nakazali, da se bomo nocoj prepustili lahkotnejšim ritmom in melodijam. Koncert so poimenovali Pop Rock Žur in v tem duhu bodo tudi nadaljevali s Tomom Jonesom. Tom Jones je utelešenje vsega, česar si pevec lahko želi. Ima plemiški naziv, s preko 100 milijoni prodanih plošč je eden najbolj prodajanih avtorjev in pevcev nasploh. 36 njegovih hitov se je uvrstilo med top 40 najboljših skladb na Billboardovi lestvici. Njegovo mladost je zaznamovala težka bolezen, tuberkuloza, s katero se je bojeval 2 leti, a se njegovo kasnejše življenje bere kot pravljica. In prav zgodbe s srečnim koncem imamo zagotovo vsi najraje. Tom Jones na koncertu z godbo Sevnica in njenim spoštovanim dirigentom. Povabimo ga z močnim aplavzom, to je gospod Matic Nejc Kreča.
Takole pop rock žur je res da uradno odprt, pa vendar bi jaz želela od vas slišati tisto neizraženo energijo zadnjih 2 let, ki se je nabrala v vaših rokah. Tako da prosim za en bučen, močan aplavz, kajti to je gorivo za naše godbenice in godbenike. In predlagam, da v tem duhu kar nadaljujemo. Naši godbeniki se bodo sledečo skladbo Children of Sanchez poklonili še eni legendi zabavne glasbe. Chuck Mangione je džezovski glasbenik, trobentač, ki je leta 1978 spisal glasbeno podlago za istoimensko dramo. Film je postavljen v Mehiko, na ranč, kjer se vdovec bori s svojimi demoni. Na eni strani se čuti odgovornega za svojo družino in s težko prigaranim denarjem želi nuditi blagostanje. Na drugi strani pa se bori s svojimi demoni, s svojimi nepredelanimi travmami, agresijo, posesivnostjo. Chuck Mangione je za naslovno skladbo omenjenega filma istega leta prejel tudi Grammyja za najboljšo pop instrumentalno skladbo leta. Godba Sevnica in Children of Sanchez.
In čas je, da to čudovito inštrumentalno glasbo popestrimo še z žametnim vokalom. Orkestru se bo sedaj na odru pridružil priljubljeni pevec, avtor glasbe in kitarist z veliko doseženimi uspehi. Med drugim je Slovenijo že dvakrat zastopal na Eurosongu. Z glasbo se je srečal že zelo zgodaj. Rodil se je učiteljici glasbe. Od osnovne šole naprej pa je prepeval v različnih zelo priznanih zborih. Bil je član mladinskega zbora RTV Slovenija, pel je v mladinskem zboru ljubljanskih srednješolcev, kasneje v zboru Veter. Njegova široka prepoznavnost pa se je začela z nastopom v Bitki talentov, kjer je leta 2004 postal zmagovalec. Zmaga mu je zagotovila nastop na EMI, še zmaga na tem festivalu pa ga je peljala na prvi evrovizijski nastop, skladbo Stop. To skladbo bomo slišali v nadaljevanju, še pred njo pa balado Žamet, ki je izšla leta 2014. Godba Sevnica, dirigent Matic Nejc Kreča in seveda Omar Naber. Kje bom zdaj sanjal žamet, zdaj, ko sonce vzel je mrk, zvezde v nebo pošljejo temo, tam je moje ime. Kje si zdaj ti, princeska? Tukaj sem, čakam te, voda nese me k koncu ulice, tam je moje ime. Ko zaspal bom, sneg me bo pokril, ne bo mi žal, zunaj je mraz. Vem, da je v sanjah moč, da se zbudi v njen pogled. Mesec nariše ji solze v oči, še vidim jih. Zdaj nič več v sanjah žamet, ne zakriva mi oči, vetru ni sledi, tiho se izgubi, zdaj še moje ime. Ko zaspal bom, sneg me bo pokril, ne bo mi žal, zunaj je mraz. Vem, da je v sanjah moč, da se zbudim v njen pogled. Mesec nariše ji solze v oči, še vidim jih. Vem, da je v sanjah moč, da se zbudim v njen pogled. Mesec nariše ji solze v oči, še vidim jih.
zdaj sanjal žamet. Hvala lepa. In hvala za povabilo, da sem lahko po dolgem času spet pri vas. In seveda tudi hvala za krasen napovednik. Jaz bi pa govorenje nadaljeval kar lepo s petjem in z mojo skladbo Stop. Na prašen zid naslonim se, z vso močjo upiram se. Potrkam in upam, da sploh ne slišiš me, a vrata odpreš, kot da ti vseeno je. Zakaj se oba pretvarjava, z njegovim poljubom si ti podpisana. Daj zveži mi roke, da se utopi v tvojem naročju lažjih izkrvavim. Saj reci mi stop, ko v oči gledam te, saj nocoj. Daj zveži mi roke, da se utopi v tvojem naročju lažjih izkrvavim. Saj reci mi stop, ko v oči gledam te, saj nocoj. Brani me, že dolgo skrivaš mi, s poljubi med dlanmi in težkega srca dvomiš naju dva. Pod prahom piši me, pod prsti zruši vse, da ne spotaknem se ob upanje. Daj zveži mi roke, da se utopim v tvojem naročju lažjih izkrvavim. Saj reci mi stop, ko v oči gledam te, saj nocoj. Hvala lepa. Hvala. Mi se vidimo spet čez nekaj trenutkov, predtem pa še en ogromen aplavz za ta čudovit orkester. Hvala za to čudovito interpretacijo evrovizijske skladbe, ki nas je popeljala v tista leta nazaj. Godbeno poslanstvo pa je nadaljevanje bogatega godbenega izročila, bogatenje kulturnega utripa, širjenje socialnih veščin, pravzaprav pa tudi celovito vseživljenjsko izobraževanje v duhovnem in strokovnem smislu. Velik ponos je tudi lokalni skupnosti, ki ima do društev in kulturnega delovanja močan posluh. Z nami je župan, gospod Srečko Ocvirk. Prijazno vas vabimo k nagovoru. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje,
Po enoletnem premoru je res odlično priti na koncert Godbe Sevnica, na božično-novoletni koncert. Hvala godbenicam, godbenikom, vodstvu, predsedniku, podpredsedniku, dirigentu, da ste vložili toliko energije in da ste v teh nekoliko posebnih časih pripravili ta koncert. Res smo ga potrebni. Lepo pozdravljeni tudi tisti, ki spremljate ta koncert nadaljavo in niste mogli priti sem zaradi ukrepov, ki veljajo. Leto, ki ga zaključujemo, je žal bilo nekoliko drugačno, pa vendar ocenjujem, da smo že se nekoliko privadili in da ukrepe, ki veljajo, tudi razumemo in da zato tudi nekoliko lažje živimo in pripravljamo že nekatere prireditve. Zato vam bi želel v tem božično-novoletnem času blagoslovljen Božič, ponosen in vesel dan samostojnosti in enotnosti, kajti zelo pomembno je, da praznujemo državni praznik, na katerega verjamem, da smo ponosni. V prihajajočem letu pa obilo zdravja. In naj to zdravje bo ne samo zdravje posameznika, ampak celotne družbe in naj ta epidemija zaključi svojo pot. Predvsem pa veliko poslovnih, osebnih uspehov in tistega spoštovanja in razumevanja, ki smo ga potrebni, ter veliko osebnih kontaktov, kajti verjamem, da se vsi želimo vrniti nazaj v normalnost. In ob tej priložnosti vam želim res srečno in prijeten koncert. Hvala. Godba Sevnica šteje mnogo zgodb. No, še več kot je zgodb, je bilo in je posameznikov, ki so oziroma ste sooblikovali delovanje tega društva in poskrbeli, da se danes zgodba predstavlja v videni obliki. Kako, na kakšen način in kaj je pravzaprav tisto vezivo, ki drži vse skupaj in druži vse skupaj tudi v teh zahtevnih časih, nam bo orisal predsednik Kulturnega društva Godba Sevnica, gospod Toni Grilc. Spoštovani gostje, dober večer. V imenu naših članic in članov, godbenic in godbenikov. Veliko je že bilo povedanega, hvala Tanja za lep nagovor, tako da nimam kaj dosti dodati. Kot vidite, nam je uspelo, res smo vložili ogromno truda, sam si ne pripisujem veliko zaslug, zasluge so v godbenicah in godbenikih, ki jih vidite tu, v našem dirigentu, ki je res držal to skupino skupaj, tudi v teh težkih časih, ko je bilo že druženje oteženo, kaj šele, da bi naši glasbeniki skupaj muzicirali, nastopali, tako da je bil res velik izpad vaj, nastopov, vendar kljub vsemu smo uspeli z veliko truda, z dobro organizacijo, pripravo, tudi z vašo pomočjo pripraviti ta koncert v živo, se pravi, da je neposreden kontakt glasbenikov z vami. Vsi člani so bili kar soglasni, da tega koncerta brez, da nastopajo v živo, praktično ni smiselno izvesti in verjamem, da se vsi s tem strinjate. Kot ste najbrž opazili, v zadnjem letu ali letu in pol, kljub vsemu godba ni mirovala, imeli smo kar nekaj vaj, tudi v najtežjih časih so se zbirale sekcije, se pravi, da so vaje potekale v manjših skupinah, nastopali so na prostem, naredili kar nekaj takih odmevnih promenadnih nastopov, predvsem pred našimi domovi starejših občanov. Posebno je bila tudi prvomajska budnica, ki je tako značilna za našo godbo. Nekaj naših članov se je zdaj že drugo leto naložilo v kombi, opremilo z ozvočenjem in so se popeljali okrog Sevnice, se pravi skozi številne kraje in ljudi razveselili
in spomnili na ta naš običaj. Prav tako lahko se pohvalimo, da smo v letošnjem letu spet pridobili 5 mladih članov, mladih glasbenikov. Vidite, da je velika večina mladih, tako da delamo predvsem z mladimi in to želimo nadaljevati tudi naprej. Tudi godbene uniforme moramo praktično zdaj vsako leto obnavljati, kar je sicer sladka skrb, glede na to, da imamo močno podporo tako sponzorjev kot lokalne skupnosti, zato se vam vsem skupaj zahvaljujemo. Za konec bi dejal, da želimo, da nam bo tudi v nadalje omogočeno, da naši godbeniki in godbenice razveseljujejo vas, drage občane in občanke, da bomo lahko nastopali v živo, da bo ta koncert res tradicionalen, da ne bo več izpada, tako kot se je zgodilo lansko leto. Želimo vam prijetne božične praznike, vse dobro v novem letu, veliko razumevanja, predvsem pa optimizma in dobre volje. Hvala in prijeten koncert še naprej. Iskrena hvala obema govornikoma za vajne besede, ki naj se uresničijo ne 100, ampak 200%. No, godba Sevnica pa bo na vse vaše dosedanje aplavze odgovorila z zelo dinamičnim nadaljevanjem. Freddie Mercury je veliko ime rockovske glasbe, ki verjetno ne potrebuje posebnega opisa. S svojim glasbenim delom je pravzaprav na novo oblikoval rockovsko glasbeno obliko, svojim glasbenim razmišljanjem je mnogokrat posegel na področja, ki so spajala ostale glasbene forme. Pri svojih stvaritvah je posegel celo v opero in v skladbi Bohemian Rhapsody v zgolj 6 minutah glasbe poskrbel za opero v 3 dejanjih ter tako ustvaril edinstveni glasbeni primerek, ki se mu doslej ni približal praktično še nihče. V tokratnem bloku pa bomo slišali 2 povsem različna glasbena primera. Prvi bo skladba Crazy Little Thing Called Love, ki se je lotevajo predvsem pop pevci. Bo pa druga skladba tega bloka malce bolj temperamentna. Slišali bomo skladbo We Are The Champions, ki je bila leta 1994 izbrana za uradno skladbo svetovnega nogometnega prvenstva. In zelo lepo opisuje tudi naš čudoviti pihalni orkester, The Champions.
Na to zmagovalno podlago bomo slišali še dve skladbi, ki nam jih bo ob spremljavi naših godbenikov zapel Omar Naber. Prva nosi naslov On My Way oziroma Tam nekje, ki jo je solist leta 2017 predstavil na Evroviziji. In s tem se je pevec na tem velikem glasbenem spektaklu predstavil že drugič, kar je pred njim uspelo le še Dari Švajger. Po baladi pa bomo slišali rokovsko skladbo v lahkotnejših ritmih z naslovom Vse, kar si želiš. Izšla je kot glavni singel albuma z enostavnim imenom Omar, na katerem je za vse pesmi besedilo in melodijo spisal avtor sam. Skladba je bila posneta na Omarjevem prvem studijskem albumu in kljub njegovi mladosti je tega že 16 let nazaj. You've all been very kind, but I made up my mind. Now I'm about to leave you all behind. I'm feeling so alone, I'm turning down my tone. Before the rise of sun I will be gone. On my way, I'm never coming back, and I'll pray I'm never gonna cry. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. Still hiding in my shell and keeping to myself. Can I count on anybody else? I'm burning deep inside, I'm giving up the fight. Before the break of dawn I will be gone. On my way, I'm never coming back, and I'll pray I'm never gonna cry. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. On my way, I'm never coming back, and I'll pray I'm never gonna cry. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. On my way. Hvala lepa.
ni mi žal, da šla si pustila, da sem samo stal. Vse sem dal, vse sem tebi dal, bilo ni dovolj, da sem lepiti znal, da sem lepiti znal. Odidi že in ne oziraj se, vse sva imela, zdaj prepozno je. Veš, da prepozno je, a čutim, da prihaja noč, ko znova bo želela proč. Gospod, čeprav sem sam, lahko še vedno dam vse, kar si želiš, a si ne dovoliš, da s tebi le predan, vse je zamašlo, si na drugo stran. Svojo senco loviš, v noči sama bediš, vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Vidim te, včasih vidiš me, zavita v tišino, ko sprehajaš se. Vidim te, vidim, da žal ti je, po strani pogledaš, a prepozno je. Vem, da ne ljubiš me, če bi smel, rad bi razumel in končno dojel, zakaj sem tebi pel. Zakaj sem tebi pel? A čutim, da prihaja noč, ko znova bo želela proč. Gospod, čeprav sem sam, lahko še vedno dam vse, kar si želiš, a si ne doliš, s tebi le predan, vse je zamašlo, si na drugo stran. Svojo senco loviš, v noči sama bediš, vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Svojo senco loviš, v noči sama bediš, vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Svojo senco loviš, v noči sama bediš, vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Svojo senco loviš, v noči sama bediš, vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Evo, še enkrat najlepša hvala in še en aplavz za tale orkester in za bobnarja. Jaz se spet mečken zapuščam, pa se spet vidimo čez par trenutkov. Hvala vam. No, tale skladba je bila več kot utelešenje današnjega imena koncerta Pop Rock Žur in na to se odgovori kako? Sledeča skladba Eye of the Tiger pa je nastala na pobudo igralca Sylvestra Stallona, ki je bil ne samo glavni igralec v filmski franšizi o boksarju Rockyju Balboji, ampak v tretjem delu nadaljevanja tudi njegov glavni scenarist. Kitarist in klaviaturist skupine Survivor sta tako spisala naslovno skladbo tretjega dela filma Rocky. In sicer potem, ko Stallone ni uspel pridobiti pravic pri skupini Queen za uporabo skladbe Another One Bites the Dust. Predzadnja skladba nocojšnjega koncerta pa bo venček skladb Robbija Williamsa Let Me Entertain You.
Simbolika v naslovu je gotovo močno povezana z današnjim dogodkom, pa vendar kulturniki dokazujejo, da je možno izpeljati glasbene dogodke na primeren, predvsem pa varen način. In s svojim delom in predvsem z načinom tega dela želijo dokazati, da so odgovorni in da nam lahko le skrb za sočloveka pomaga pri premagovanju tudi največjih izzivov. Godba Sevnica.
vsi vemo, da je naš Matic izjemen mojster. Ne le dirigiranja, ampak tudi izjemno domišljenega izbora repertoarja, kajti nocoj je vsak tip rockerske duše lahko našel nekaj zase. In jaz sem prepričana, da bo tako tudi v sklepnem delu koncerta, ko bomo zapluli v malce bolj hard rock vode. Z rockovsko glasbo, skladbo Deep Purple Medley se bodo godbenice in godbeniki od vas poslovili. V venčku te angleške skupine, ki ob še dveh glasbenih skupinah Led Zeppelin in Black Sabbath tvorijo začetek hard rock obdobja, bomo slišali skladbe Burn, Highway to Stairs and Smoke on the Water. Prav razlog za nastanek zadnje od treh naštetih je zagotovo najbolj zanimiv in vam ga bom tudi zaupala. Člani skupine Deep Purple so leta 1974 snemali ob Ženevskem jezeru, v mobilnem studiu skupine The Rolling Stones. Ob tem jezeru pa stoji tudi zelo znano gledališče, v katerem je ravno v času snemanja Deep Purple imel koncert Frank Zappa. Ta je bil mimogrede tudi zadnji koncert pred prenovitvijo gledališča. No, ravno na tem nastopu je namreč gledališče zagorelo, saj je eden od udeležencev koncerta ustrelil signalno raketo v strop in vžgalo se je blago, ki je služilo kot dekoracija na stropu. In ko je avtor skladbe, sicer kitarist Deep Purple, pogledoval proti gladini Ženevskega jezera, se je ob zublih in zaradi nizkega pritiska ta dim tako grozno širil in širil preko te vodne gmote in tako je nastal ta legendarni hit Smoke on the Water. In vsaki slabi stvari je torej nekaj dobrega. Vsak začetek res da prinaša konec, a tudi vsak konec prinese spet nov začetek. In z katerega koli konca pogledamo na te izrečene reke, je nauk enak. Vedno se najde razlog za veselje, vedno se najde razlog za zadovoljstvo in še posebej v tem najlepšem času, ko čez vrata že kuka številka 22. Spoštovani obiskovalci koncerta, najlepša hvala za vaš obisk. Vam, spoštovani gledalci, ki koncert spremljate nadaljavo, pa hvala za vaš čas, ki ga namenjate godbi Sevnica. Upamo oziroma verjamemo, da smo s tem koncertom v vaše domove prinesli posebno glasbeno veselje in dobro voljo. In upam, da ste na koncertu uživali, da vam bodo te slišane in še slišane melodije, ki še prihajajo, polepšale, polnile vaše misli, vaša srca v teh prazničnih dneh. Želimo vam miren Božič, ponosen dan samostojnosti in enotnosti, v novem letu pa seveda mnogo veselja, zdravja, osebnega zadovoljstva in tistega iskrivega kančka sreče. Draga Tanja, hvala za tvoj čas, da si ga utrgala za nas, da si nam dala prioriteto, odvodila ta večer s svojo eleganco, izkušnjami, tako da se ti res zahvaljujemo in smo ti hvaležni in smo res veseli, da te imamo v Sevnici. Hvala. Hvala lepa vsakič z iskrenim veseljem.
Hvala lepa. Pravi blagoslov je, da lahko stojimo oziroma sedimo in igramo, kajti za kulturnike je bil res čas sila neprijeten. Mislim, da smo bili tisti, ki smo bili najdlje odmaknjeni od vas in seveda smo napeli vse sile, da smo lahko danes tukaj, da smo zaigrali za vas, čeprav je bila pot do sem kar malce adrenalinska. Ampak, kjer je volja, je tudi pot. Pot je bila seveda tlakovana zelo, zelo veliko dela, veliko pomoči. Zelo smo veseli v godbi, da je tak posluh pri vas, kamorkoli smo se obrnili za pomoč, da smo si pomagali nekako priti danes do tu. Vse posod so nam bila vrata odprta in delati v takem prijetnem mestu s takimi prijetnimi ljudmi je res neverjetna stvar in hvala vam, da ste nas podprli, da smo danes tukaj, ker tudi za nas je danes praznik. Želim si, da bomo nocoj dokazali, da smo kljub temu, da smo skupaj, lahko odgovorni, da s to odgovornostjo lahko našo dejavnost opravljamo varno, predvsem pa, da smo se vrnili v naš tako zelo prijeten športni dom, kjer smo lahko skupaj zamuzicirali in nekaj tega, kar je 2 leti v nas tlelo in se nalagalo, predali vam. Za čisto zadnjo skladbo večera pa rabimo še nocojšnjega solista. Omar, lepo prosim. Dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, let the dance dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you oh so much. Now you can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Arriba.
like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. 'Cause don't forget us taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. And don't forget us taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. So darling, save the very last dance for me. Hvala lepa. In še enkrat seveda, najlepša hvala za povabilo vam, za obisk vam. En ogromen aplavz za vas, lepo prosim. Za gospoda dirigenta. V čast in veselje mi je. Veliko zdravja, sreče, radi se imejte. Srečno.